Prisrčno pozdravljeni, cenjeni gledalci, drage gledalke v oddaji Verovanja. Danes se družimo s posebnim gostom, gospodom Izidorjem Pečovnikom Dorijem, župnikom v Münchnu in okolici. Izidor Pečovnik Dori je tudi predsednik Zveze slovenskih duhovnikov, izseljenskih duhovnikov namreč v Evropi in pa tudi v Zvezi Rafael. V okviru nemške nadškofije oziroma škofovske konference je odgovoren za slovenske katoličane oziroma misije v Nemčiji. V Sloveniji pa je v okviru slovenske škofovske konference odgovoren za celo Evropo. Dori, prisrčno pozdravljen in dobrodošel. Ja, pozdrav vsem, ki nas gledate, in hvala lepa za povabilo. Gledalcem sem dolžna povedati tudi to, da z Dorijem sodelujeva in se dobro poznava, zato imava možnost, da se danes tikava. Cilj vsake države je najprej socialen. To pomeni, da mora država poskrbeti, da se ljudje resnično počutijo dobro, predvsem pa, da je pomembno tudi njihovo dušno življenje. Saj je življenje vsakega človeka največja vrednost in vrednota. In za izpolnitev idealov duše je bila pred 80 leti ustanovljena slovenska oziroma takrat še jugoslovanska župnija v Münchnu. Dori, kje se je pred 80 leti pojavila ta potreba v Nemčiji oziroma kako se je formirala ta župnija takrat v Münchnu? Ja, to je tudi za mene bilo veliko presenečenje, ko sem prišel v München, ko sem še prej dosti vedel o münchenski župniji, ampak nikoli ne veš vsega in tudi vseh detajlov. In seveda najbolj me razveselilo to, kako je nastala. Nastala je iz strani laikov, ki so po osvoboditvi Dachauer zapustili to strašno taborišče in seveda vedeli so tudi, da nimajo poti naprej in zato so se takoj organizirali v Münchnu, v okolici in seveda organiziral jih en čudovit človek, laik, gospod Lipovec, in seveda ta človek je imel vpliv. Že prej in seveda tudi verjetno v taborišču. Ljudje so mu zaradi tega zaupali, bil je izjemno izobražen človek. Tako da je potem uspel te ljudi, ki niso videli in niso zaupali nobenemu več, preboleli nekaj najbolj strašnega in da bi sedaj šli še v bolj strašne razmere, so se odločili, da ostanejo v okolici in seveda se organizirajo in tako so tudi storili. In tako je iz tega laiškega gibanja potem tudi nastala župnija, ker so medse povabili duhovnike, ki so prišli in jih oskrbovali. Seveda jih ne bom sedaj našteval, ker jih je preveč in bi bilo to, ampak red bi rekel, da so te ljudje zaslužni za to, da je mnogo ljudi po tej strašni tragediji v taborišču ostalo pri življenju, da so dobili tudi prihodnost in potem to prihodnost tudi izgradili. Tako je nastala naša, bi lahko rekli, münchenska župnija na poti iz Dachauer v svobodno življenje. In seveda mi, ki danes delujemo v tej župniji, tudi jaz osebno kot duhovnik, smo tem ljudem neznosno hvaležni. In jih tudi častimo kot tiste modre ljudi, ki so spoznali znamenje tistega časa in seveda nam ga tudi odgovorili pravilno. In zato rad rečem s Slavkom Kesslerjem, ki je bil naš socialni delavec in se je predčasno upokojil. In ta je rekel, da je bila to sinodalna pot do danes, ker smo na tej poti skupaj z duhovniki, s cerkvijo, z drugimi gibanji delali novo pot. In danes je ta pot, ta odločitev te poti znova aktualna tudi v sedanji cerkvi. Še posebej je zaživela pod Frančiškom, papežem Frančiškom, in sedaj papež Leon XIV.
gre to pot s vsem svetom naprej. Profesor Vinko Lipovec je bil takrat tudi voditelj odporniške slovenske legije v Ljubljani in tako kot je že rekel dragi Dori, je s pomočjo takrat tudi angleškega oficirja, ki jim je uspelo potem se izmakniti tem komunističnim sojetnikom v Dachavu, takole se zatekel z drugimi v šolski samostan oziroma samostan sester v Dachavu. Naprej pa je potem tudi profesor Lipovec bil tisti, ki je izpogajal pravzaprav ustanovitev takratne jugoslovanske župnije v Münchnu. Obrnil se je na koga takrat, da se je to lahko uresničilo? Ja, seveda se je obrnil na odgovorne ljudi, ne, vse do Vatikana in seveda ti so razumeli to njegovo inicijativo, ker nismo bili edini v takšni situaciji. Mnogo ljudi je bilo takrat v teh situacijah in seveda sami se težko odločajo v takšnih situacijah, zato rabijo nekoga, ki vidi malo širše in malo dlje in ta profesor Vinko Lipovec je bil takšen človek. In seveda je tudi zanimivo, da ni bil nek ekstremist in zato mu je to uspelo pridobiti zaupanje mnogih. In skozi to je potem tudi uspel pri drugih organih, ne, ki so o tem potem razmišljali in odločali. Tako da jaz sem vesel, da so imeli razumevanje za to inicijativo tega človeka in seveda, da mu je uspelo. Ja, iz duše, ki je središče pravzaprav vseh etičnih čustev, prihaja ravnanje človeka in to se je sedaj tudi takole potrdilo, a ne, kar sva povedala, za ustanovitev tele takratne jugoslovanske župnije v Münchnu. Člani pa, kot si rekel, so bili predvsem Slovenci, ne. Zanimivo, da niso nikogar izključevali, ne. Zato pravim, da je to sinodalna pot, ker so bili prav vsi poklicani na to pot, da gredo skupaj in tudi ni bila neka, bi lahko rekli, ideja, ki bi bila samo ena. In je bilo tukaj veliko idej, ki je to idejo potem osmislilo in delalo močno. In zaradi te edinosti, enotnosti je ta ideja postala tako močna, da so potem res uspeli, bi danes rekli, nekaj, kar je nemogoče, so naredili mogoče. Srečko Kosovel je zapisal, da zgodovina ni ponavljanje, ampak ustvarjanje. Zato je tudi to, kar ustvarjamo sedaj, podkrepljeno s tistim, kar spoštujemo in cenimo, in k temu je veliko prinesla oziroma potrdila tudi svečanost ob 80-letnem delovanju slovenske župnije v Münchnu. Kdaj je potekala in kako ta svečanost? Ja, ta svečanost je bila nekako pod vprašanjem časa. Ne tega leta ali drugega leta, pa kdaj bi to naredili, zato ker se je to zgodilo takrat na prelomnici, tako da smo imeli to ustanovitev župnije na prelomnici z enega v drugo leto, že takrat, in zato smo tudi iskali primeren čas in tukaj mi je prišel nasproti nemški referent dr. Alexander Hochmann, ki je odgovoren za vse tuje župnije v berlinski oziroma münchenski, frajzenški nadškofiji. On je rekel, Dori, ali je v bližini tega časa kak pomemben slovenski državni praznik, ki ga tudi cerkev praznuje in tako naprej. In sem rekel, ja, je v bližini naš kulturni praznik, dan našega največjega pesnika Franceta Prešerna. In ko je to slišal, je bil tako navdušen, da in rekel je še nekaj, poglej, to ni slučaj, to mora tako biti, da je to še nedelja. Tako da lahko praznujemo, tako kot vsako nedeljo praznujemo, dan zahvale za vse to, kar smo prejeli in imamo, in naj bo tudi ta nedelja v isti uri, v isti cerkvi. Kateri cerkvi? V cerkvi svetega Janeza Nepomuka v centru Münchna.
In seveda ta cerkev je nekaj posebnega, ima tudi slovanski pridih ali navdih, ker sta to cerkev zgradila brata Aza, ki sta bila velika častilca tega slovanskega junaka, ki je predvsem na slovanskih tleh se posod uveljavlja ali v cerkvi, ali na polju, ali na mostovih, ali v drugih pomembnih središčih. Tako da smo tudi mi Slovenci veseli, da smo lahko tukaj praznovali, kjer smo tudi v bistvu začeli. Vmes smo bili tudi v lepih cerkvah v centru mesta, predvsem Svetega Duha in tako naprej. Ampak jaz pravim, nekaj se pač vedno zgodi na tem loku, kot je Srečko Kosovolj rekel, da ni to samo gledanje nazaj, ampak je ustvarjanje sedanjosti in prihodnosti. Jaz sem ga tako razumel, ker ga v tem času tudi drugi zelo veliko citirajo in je tudi nam prišel nasproti ta velik slovenski pesnik. In zato je bilo lepo, da smo imeli to, da državni praznik, ki je tudi posvečen največjemu slovenskemu pesniku, Francetu Prešernu. Ja, ta svečanost svete maše, kot si povedal, je potekala v posebnem vzdušju. Kdo vse so bili prisotni, kdo so maševali takrat? Ja, tukaj je bilo tudi malo nekaj specifičnosti, da nisem imel možnosti, da bi povabil v München na to slovesnost mojega škofa, ki je zame odgovoren in za vse Slovence po svetu, profesorja doktorja Antona Jamnika, ker so pač tukaj posegli vmes nemški, iz nemške škofije in so hoteli, da to vodi en Nemec. In tako sem se obrnil najprej na kardinala Marksa in seveda on je to sprejel, pozneje pa je pooblastil generalnega vikarja zaradi bolezni, tako da ni mogel priti. In seveda mi smo bili veseli, da je prišel generalni vikar, ki ima še bolj izbrušen, bi lahko rekli, pristop do nas Slovencev, ker je v Rimu študiral s Slovenci skupaj, še posebej z današnjim bohinjskim župnikom Gašparjem. Tako da sta prijatelja od tistega časa do danes in ga to prijateljstvo veže sedaj preko njega tudi do vseh nas. In to je tudi potem na tej slovesnosti, ki jo je on vodil. Jaz sem somaševal in služil pri oltarju, je tudi diakon Ralf Prausmiller, ki je moj diakon, in pa odgovorna za besedno bogoslužje in obhajilo Petra Holicius Mak. In seveda vsi štirje smo bili ob oltarju in meni je bilo to zelo vso všeč, da smo takrat so bili tisti, ki so začeli brez gostov in sedaj smo bili mi tisti, ki smo začeli brez gostov. Ne, da bi jih ne bi hotel, ampak enostavno se ni moglo zgoditi drugače, tako da nisem imel nobenega gosta, gospoda profesorja doktora Jamnika bi rad imel, ampak je tudi poškodovan in ni mogel priti. In seveda, ampak jaz vedno govorim, slučajev ni, mora se tako zgoditi, kot se je zgodilo. In tudi to je moralo tako biti, a bi jaz hotel ali ne bi mogel na to vplivati. Ja, vem, da vedno zaupaš v božjo modrost, v božji namen in se prepustiš. No in takole takrat številni obiskovalci te svete maše so pozorno prisluhnili tudi pridigi generalnega vikarja nad škofije München-Freising. In kaj je takrat zelo poudaril v tej svoji pridigi? Ja, Kristof se imenuje ta generalni vikar Klingan. On je zelo dobro se poučil o tem vsem, kar se je v 80-ih letih, v samem začetku in do danes zgodilo. In seveda je prav gotovo omenil to katastrofo Dachau in seveda tudi na drugi strani veselje tudi nemškega naroda, da so se tega rešili in uspeli to premagati in potem tudi omogočiti tistim, ki so preživeli in bi radi ostali v Nemčiji, da jim je to bilo omogočeno. Tako da je on to zelo poudaril in kar me v njegovi pridigi najbolj razveselilo, da je vzel tudi Božjo besedo tiste nedelje, v kateri je bila zelo lepa tema. Vi ste
luč sveta, vi ste sol zemlje in nikoli se niste in se ne smete nikogar bati. In pod to bi lahko rekli, smo mislijo ali duhovno mislijo, smo tudi premagali kot taborišče, kot tudi skrb, kaj bo potem z nami in tudi današnjo skrb, ki jo vsi imamo, ali bomo obstali ali ne, in seveda on nam je z tega mesta zagotovil svetlo prihodnost. Ja, svečana maša pa je bila tudi glasbeno bogata. Kdo je prispeval glasbene vložke? Ja, tu sem zelo vesel, da imam tako odlično, bi lahko rekli, nadvse dobro organistko, Veroniko Hudobivnik. Ona je izjemna glasbenica, ima tudi svoj konzervatorij in tako naprej, glasbeni. In seveda je potem k temu dogodku dobila še tudi izjemnega čelista, Jakoba Štadlerja, ki igra v Münchnu v teh najprestižnejših orkestrih, kot je Simfonični filharmonija, in pa moja tajnica, ki je tudi profesorica violine, in ona je potem tudi sodelovala v tem mini orkestru in so naredili čudovito zgodbo, liturgično zgodbo, tako njih samih in seveda tudi spremljavi naših lepih bogoslužnih in liturgičnih pesmi in tudi svete maše. Same kot te, na vsem tem so bili ljudem potem izjemno navdušeni, ker so nas očarali, nekaj so nam pričarali liturgično, kot sicer pri drugih mašah ne doživimo. Ja, velik poudarek na lepoti tega doživetja pa je prispevala tudi, bomo rekli, kar celotna skupina Društva Lipa, ki tam deluje. Ob koncu maše pa ste potem še nekaj nadaljevali. Kaj je sledilo za tem, na kratko? Ja, generalnega vikarja Kristofa je zelo navdušila tudi Slovenska narodna noša. Društvo Lipa mi je dalo lep predlog. Predsednica Danijela Zver zelo lepo sodeluje z nami in mi z njo in vsi njeni člani, da mi smo iz cele Slovenije v Münchnu, župnija, ne samo iz ene regije, tako da vemo, da je Slovenska narodna noša, Gorenjska narodna noša najbolj vidna, najbolj opazna, ampak mi smo tokrat nastopali v narodnih nošah iz cele regije, vseh regij v Sloveniji. In to je navdušilo generalnega vikarja Kristofa, ki je to opazil in je rekel, vidite, tako pisana je tudi katoliška cerkev, ker ni samo nemška, slovenska, ampak je cerkev vseh, ki živimo na tem planetu. Ja, v druženju, potem v nadaljevanju, vsekakor pa je bila tudi ena še posebna obogatitev, kjer je generalna konzulka Generalnega konzulata Republike Slovenije v Münchnu, Maša Šifter, izročila 2 odlikovanji ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, Mateja Arčona. Kdo sta prejela ti 2 priznanji? Ja, to je bilo prav gotovo največje presenečenje. Jaz sem računal s tem, da nas tudi država pozdravi kot takšna preko generalne konzulke Maše Šifter. S tem smo vsi računali in smo bili veseli, da je bila prisotna tako pri Maši kot potem slavju naprej, ampak da bomo dobili tako lepo priznanje od države, od ministra Mateja Arčona, tako za slovensko katoliško župnijo v Münchnu in seveda tudi mene so odlikovali zraven za to delo, ki ga že 30 let opravljam po vsej Nemčiji. To pa nisem pričakoval. Tako da sem bil izjemno hvaležen naši lepi Sloveniji in na tak dan dobiti priznanje, to je tako, kot da si dobil Prešernovo nagrado. Ja, takole, prikazana je bila tudi projekcija bogatih fotografij življenja slovenske župnije v Münchnu od začetka pa do danes ter lepot Slovenije in tako je pravi smisel življenja pravzaprav v kulturi srca. Zato v imenu naše televizije, dragi Dori, in pa tudi vseh gledalcev posredujem iz srca iskrene čestitke za
obogatitev in pa spomin na 80 let obstoja slovenske župnije v Münchnu, predvsem pa tudi čestitke za tvoje priznanje, za prizadevno delo v Nemčiji. In naj ti takole, dragi Dori, še dolgo služi moč za zdrave korake v življenju, za plemenita dejanja. Hvala za vse in nasvidenje. Ja, hvala za lepe čestitke tej televiziji, s katero sem tudi prvič začel sodelovati na moji duhovniški poti. Cenjeni gledalci, drage gledalke, tudi vam hvala za pozornost. Negujte čiste misli, negujte kulturo srca in bodite dobro. Nasvidenje.